Bratož in Anito Silo, ki sta tudi seveda močno vpeti v ta projekt, Jeziki štejejo. Zdaj bi samo povedala, da prihajate z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, da se ukvarjate tudi z raziskovanjem, predvsem učenja jezikov na zgodnji stopnji, da veliko raziskujeta, delata, se ukvarjata študenti in mi je res v čast in zadovoljstvo, da sta bili pripravljeni deliti z nami tudi nekaj njunih, kako bi rekla, outcomes, se pravi nekaj ugotovitev, ki bodo prav gotovo prišle prav vsem nam. Tako da izvolita, Silva in Anita. Najlepša hvala, Karmen. Bom kar jaz začela, pa si že omenila, da prihajava z Pedagoške fakultete, bi pa vseeno dodala, da Anita pa dela, oziroma vsaj za čas projekta je bila aktivna kot vzgojiteljica tudi v vrtcu Morje. To je res zelo pomembno, kajti priročnik, ki ga bomo predstavili, oziroma model, ki ga predstavljamo skupaj s priročnikom, je mišljen predvsem za vrtec in prvi razred osnovne šole in seveda je bil preizkušen. To je zelo pomembno, da smo ga preizkušali cel čas, ga nadgrajevali sproti, kaj tudi stran vrgle. Tako da to bomo danes predstavili, torej ta priročnik v nastajanju še vedno, ampak na osnovi modela, ki smo ga res nekako prepoznali. Najprej nismo niti nameravali imeti nekega modela, ampak počasi skozi ta 4 leta se nam je kar naenkrat prikazal pred seboj, smo ugotovili, da pravzaprav imamo nekaj, kar je koherentno, da imamo nek okvir in to bomo danes predstavili s primeri, iz prakse in tako dalje. Upamo res, da če imate kakšno vprašanje, vsaka povratna informacija nam bo zelo koristna, tudi kakšen komentar, tako da res prosim nasproti ali pa na koncu kar vprašajte ali pa komentirajte. Torej, jezikovni vlak, razvijanje raznojezičnosti v vrtcu in osnovni šoli, kot neke oblike priročnik. Najprej bom predstavila model, ki smo mu dali ime Razkon, raznolikost v kontekstu, izhaja iz tega izraza, in ki je v bistvu temelj za najin priročnik. Potem bomo govorili, oziroma vmes tudi bomo omenila evalvacijo, ki smo jo tudi izvedli, kar nekaj je bilo tudi evalvacij izven našega projekta, recimo nekaj magistrskih, pa je nam diplomska naloga tudi na to temo, ki je uporabljala ta model, in primere dejavnosti bo pa Anita predstavila in na koncu bomo imeli diskusijo. Torej, kaj je ta model Razkon, kaj smo imeli s tem v mislih in kako je ta model sestavljen? Torej, gre za model, ki mu z daljšim naslovom rečemo jezikovna in kulturna raznolikost v kontekstu, na kratko, ker je bilo lažje najti nek tak kratek naziv, smo pa rekli, da je bo to Razkon. Torej, kot vidite na drsnici, gre za model, ki je sestavljen iz 6 dimenzij. Ena od teh, torej ta metafora potovanja, kontekst je sredinska dimenzija. Ostalih 6 dimenzij, če začnem na levi strani, prva taka dimenzija, izpostavljenost jezikovni raznolikosti, pa če gremo po urinem kazalcu, izpostavljenost kulturni raznolikosti, potem imamo participacijo otrok, pa če nadaljujem, pristopi k zgodnjemu učenju jezika in še nazadnje od konkretnega k simbolnemu. In kot vidite iz slike, so te dimenzije med seboj povsem povezane, se pravi, vplivajo druga na drugo, se povezujejo in mogoče en primer, če imamo tukaj izpostavljenost jezikovni raznolikosti, seveda ta se povezuje s kulturno raznolikostjo, jezik je del kulture, pa če pogledamo, kako se povezuje s participacijo otrok, seveda mi razumemo participacijo, torej mi razumemo to izpostavljenost jeziku predvsem skozi participacijo. Torej otroci morajo biti cel čas aktivno udeleženi, drugače ta izpostavljenost ne bi imela smisla. Potem tukaj smo dodali pristope k zgodnjemu učenju jezika, torej ne gre za gre prav za pristope, ki se uporabljajo pri zgodnjem učenju, ki smo jih tukaj videli kot potencialno dobre strategije. No in seveda, izpostavljenost v smislu nekih pristopov, kot so klil, kot je celostni telesni odziv in podobno, imajo večji učinek kot kakšni drugi pristopi morda. In seveda tukaj od konkretnega k simbolnega, torej govorimo o mlajših otrocih, za katere je to zelo pomembno in spet jezikovna raznolikost v smislu tega, da imamo neke konkretne
v bistvu predmete, naprimer, no, ki seveda vodijo do simbolne ravni tudi prek jezika. Torej, kot vidite, gre za res tesno povezanost z vsemi dimenzijami med seboj. Najbolj pomembna, morda najširša v tem primeru gre za kontekst in ta se imenuje metafora potovanja, ki je sredinska in se tako nekako bolj predstavlja pravzaprav kontekst za vse ostale dimenzije. Pa bi zdaj šla po vsake, torej se osredotočila na vsako dimenzijo posebej, razložila, kaj smo imeli s tem v mislih in kako razumemo potem to tudi čisto praktično. Torej gremo iz tega teoretičnega morda malo modela k zelo, zelo praktičnim stvarem. Tako da to cel čas bomo skakali med tema dvema ravnema. In če kar začnem z torej to najpomembnejšo okvirno dimenzijo, z metaforo potovanja. Torej, v okviru te metafore je razumljeno, oziroma razumemo razvijanje raznojezične kompetence kot potovanje. Torej, že tako in tako, torej pridobivanje izkušenj se pogosto v vsakdanjem življenju konceptualizira kot potovanje. Tukaj je ta moč konceptualne metafore, ne vem, govorimo o ljubezni kot potovanju, recimo, torej, ne vem, sva na skupni poti, pa se razideva, recimo, to so vse v bistvu neke metafore, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja. In zakaj ne uporabiti to moč, te konceptualne metafore tudi pri učenju? Dejansko se pa tudi velikokrat uporablja. Torej, tukaj razumemo razvijanje te raznojezične kompetence kot potovanje. In moram reči, da je to en pomemben vidik modela, ker otrokom ponuja nek tak pojmovni okvir, bi lahko rekla, s pomočjo katerega nekako sistematično vizualizirajo svojo učno pot. In s tem tudi seveda se zavedajo te raznolikosti. In zdaj, če si predstavljate, ko potujejo v različne države z nekim takim domišljijskim vlakom, lahko potem v bistvu jezike, kulture izkusijo prek zaznavanja. Tukaj seveda imamo v mislih veččutno zaznavanje, torej prek gibanja, predpetja, preizkušanja hrane, umetniškega izražanja in podobno. Torej, ta sistematičnost je tukaj zelo pomembna. In seveda izkušnja potovanja, kar je še posebej pomembno pri metafori, je potencirana in se približuje resničnemu potovanju. Kako to zgleda? Seveda otroci po učilnici potujejo, se premikajo z lokomotivo. In to lokomotivo seveda lahko učitelji ali pa vzgojitelji izdela iz kakšne kartonaste škatle, lahko so neki obroči, torej na različne načine. Zdaj pa k intenzivnosti metafore lahko prispeva tudi druge stvari. Recimo ena od takih je tudi rima, ki jo uporabljamo za potovanje. In ta je ču, ču, ču. Torej ta se začne vedno s počasnim ritmom, ču, 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 ču. In potem imajo v bistvu vedno hitrejši ritem in s tem posnema tudi odhod vlaka. Tako je ta simulacija potovanja prek konceptualne metafore res dober okvir in s tem seveda omogoča otrokom neko tako pozitivno izkušnjo. Otroci res noter padejo, se veste, metafore so zelo močne in vplivne tudi za nas, ampak otroci so pa sploh dojemljivi za to. Tako da, če pogledamo ta model jezikovnega vlaka ali pa naš razkon model, sloni res na razumevanju tega vpliva metaforičnega mišljenja na naše dojemanje stvarnosti. In tudi na prepoznavanju pomena metafore potovanja za doživljanje jezikovne in kulturne raznolikosti. Iz tega smo izhajali. Torej, metafora, ki pomaga doživljati jezikovno in kulturno raznolikost. In kako boste videli kasneje, ta metafora je vse skozi prisotna. Na vsakem koraku jo imamo, jo srečamo in se izraža na različne načine, prek gibanja, kot rečeno, prek petja, prek iger. In seveda veliko vsebinskih sklopov je vezano na to. Potem imamo tudi seveda konkretne predmete, kot so potni list, lahko uporabimo piščalko, imamo tudi prometnega odpravnika, ki ga bomo kasneje spoznali. Tako da ta dimenzija, prva dimenzija, najpomembnejša, morda ta osrednja dimenzija metafore potovanja, je nekako predstavlja ta kontekstualni okvir, znotraj katerega delujemo in ki je res močan. Zdaj pa, če gremo k naslednji dimenziji, pa bi rekla morda, da je ta druga najpomembnejša, glede na to, da govorimo o jeziku, ta druga bi bila pa izpostavljenost jezikovni raznolikosti, smo rekli. Torej,
Na potovanju po različnih državah, ne, so otroci izpostavljeni različnim jezikom, jih spoznavajo, jih preizkušajo glasovno, ne, jih primerjajo, se v njih sporazumevajo, torej spet izkušnja, cel čas poudarjena izkušnja. No, na poti jo spremlja, torej zdaj pa gremo res konkretne stvari pokazati, kako smo to poskušali čim bolj udejanjiti, ne. Torej na poti jo spremljata mojster Jaka, ne, in tako imenovana jezikovalka, Jegulja Klepetulja, jo bomo potem tudi slišali, ne. Tako da, tako še, no, potovanje se v skladu seveda z metaforo spet, ne, začne vedno v domači državi, v našem primeru je to Slovenija, ne, in potem nadaljujemo v druge države, ne, in na koncu seveda vedno, ne, imamo, se pravi, v priročniku že izdelane dejavnosti za določene države, ampak pomembno je to, da se v bistvu države nadaljujejo, torej imamo model, ki pa ga potem vzgojitelji in učitelji lahko sami razvijajo za nove države, ne. To je zelo pomemben del in tukaj tudi participacija otrok, kot bom kasneje povedala, pride zelo v poštev. Zdaj, kako to deluje, ne, torej ko se vlak ustavi, ne, otroci kličejo prometnega odpravnika, v našem primeru gre za mojstra Jako, ki sicer v tem primeru ni pater, ne, ampak je prometni odpravnik na železniški postaji, ne, in ga kličejo, ne, zdaj ga kličejo v različnih jezikih, ne, saj veste, ne, mojster Jaka, ne, v različnih jezikih ga poznamo, ne, bruder Jakob, fra Martino in podobno, ne. Smo izbrali seveda to pesem ravno zato, ker jo otroci res dobro poznajo, melodijo poznajo, tudi pri preizkušanju tega modela, ne, smo videli, da so res takoj ugotovili, ampak so imena različna, ne, otroci so takoj to opazili, ne, da je melodija enaka, ampak imena čisto različna, ne. In ker seveda melodijo že poznajo, ne, potem ta deluje kot neke vrste podporna strategija, ne, kot scaffolding, ne, deluje potem melodija v tem primeru in seveda otroci to hitro posvojijo, ne. In hitro začnejo potem poskušati, ne, te besede, nove tuje besede izgovarjati, ne. Tako da to je naš mojster Jaka. Poleg tega pa imamo seveda tudi druge, imamo potem spet tudi jezikovalko, mi rečemo jezikovalka, ne. No, in ta se seveda tudi, Jegulja Klepetulja se oglaša iz svojega YouTube kanala, je zelo moderna, ne, ima svoj YouTube kanal, v katerem seveda gosti jegulje iz različnih držav, ne, in tukaj te jegulje ponavadi ponovijo kakšen tak čisto enostaven komunikacijski vzorec, ne, se pravi italijanščina, na primer, ne, salve, come stai, sto bene, grazie, e tu anche io sto bene, grazie, tako tak čisto preprost vzorec, ne, no, ampak pomembno pri naši jezikovalki, ne, raziskovalki jezika, bi lahko rekli, ne, zelo veliko ve o jeziku, ne, je tudi to, ne, da preko te Jegulje Klepetulje seveda otroci sistematično razvijajo glasovno zavedanje. Torej, naučijo se, da so nekatera imena daljša, nekatera krajša, naučijo se zlogovati, glaskovati imena, potem prepoznavajo prve in zadnje črke, torej ona je res taka učiteljica, ne. Pa jo bomo zdaj poslušali, no, in me zanima, če boste nekaj opazili. Živjo, jaz sem Jegulja Klepetulja. Kdo si pa ti? Kako? Katarina? Joj, kako dolgo ime. Katarina. Lepo. Kdo si pa ti? Kako? Bor? Joj, to je pa zelo kratko ime. Bor, ampak močno. Ja, jaz sem pa Jegulja Klepetulja. Jegulja Klepetulja. Zelo dolgo ime, kaj ne? Se vidimo. No, tako, ja, ste opazili, zdaj sem tudi tako ustavila, da se vidi, ne. Torej, Jegulja Klepetulja seveda, ne, govori v slovenščini in to vemo tudi zato, ker ima slovensko zastavo na jeziku, ne. In ko se pogovarja v nemščini, če gremo v Avstrijo, v tem primeru pa ima avstrijsko zastavo, ne, če gremo v Italijo, ima italijansko, tako da to smo potem res vključili, ne, kot simbolni
znak in otroci pravzaprav to hitro prepoznajo. Ne? Oni tako vidijo, da nekaj, to je pa slovenska zastava, ker govori slovensko. Ne? In to je res zelo pomembna povezava, ne, za otroke. Ne? Torej, govori slovensko, ima slovensko zastavo. Tukaj, kot mislim, tukaj smo spet na tem, ne, od konkretnega k simbolnemu. Poleg teh dejavnosti imamo pa še izpostavljenost drugim jezikom prek drugih, zlasti napevov in pesmic, ki vsebujejo ali so v drugih jezikih ali pa vsebujejo nekatere izraze v teh jezikih. Tukaj smo si tudi privoščili preklapljanje, ne? Ker v tem primeru bi morala poudariti še to, ne? Torej mi smo se odločili, da imamo globalni jezik, v tem primeru angleščino. Torej, otroci potujejo v angleščini, spoznavajo pa različne jezike in ob tem tudi ugotovijo, da pravzaprav angleščina ni dovolj. Tako da v bistvu tukaj smo se tudi privoščili preklapljanje, ponekod bom pokazala tudi na kakšen način. In tudi otroci imajo to radi, ne? In tudi sami uporabljajo preklapljanje. Ne? Kar rečejo, ne? Recimo otroci rečejo, ne? Meni je pa najbolj všeč bacon, ne? Tako rečejo. Ne? In tukaj smo rekli, tudi mi lahko si to privoščimo. Bomo poslušali zdaj nekatere od teh pesmi, napevov, ki so pa avtorske. Torej, to smo mi res za ta namen posneli z našo študentko, ki je pevka, in tudi našim orkestrom oziroma s kolegom, ki se ukvarja z glasbo. Tako da bomo najprej poslušali Pico Margherito, to poslušajo seveda, ko potujejo po Italiji, ne, in s tem na ta način preizkušajo besede in podobno. Tako da bomo najprej to poslušali, ne. Pesem je pa seveda v tem značilnem italijanska melodija. Tudi tukaj se pokaže, recimo, kulturna raznolikost. Tako. Una pizza margherita, per favore. Una pizza margherita, per favore. Una pizza margherita, una pizza margherita, una pizza margherita, per favore. Per favore, per favore, per favore, una pizza margherita, per favore. Una pizza margherita, una pizza margherita, una pizza margherita, per favore. Buon appetito! Tako, ne? Torej, te pesmi grejo zelo, zelo hitro v uho in ta Pica Margherita je tako, da če dvakrat slišiš, se pol res ne moreš rešiti, ne? Ampak spet, ne, se naučijo Buon appetito, ne, na koncu, in tako da to je ta eden način, no, potem bom pokazala še Merci beaucoup, ki jo poslušajo, ko grejo v Francijo, ta je pa delno v angleščini, na koncu pa konča z Merci beaucoup, ne. Poslušamo. I have a new fancy hat. I have a new fancy dress. I have a new fancy scarf. Whoa, whoa, look at you. Whoa, whoa, look at you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tako, ne, ta je pa v bistvu v tem malo musical stilu, ne, tako da vsaka od njih ima nek svoj karakter, ne, od teh pesmi. In kot rečeno, tukaj se poigravamo z jezikom, ne, se poigravamo. To je zdaj izpostavljenost jezikovni raznolikosti, no pa če gremo naprej k naslednjemu. Se opravičujem. Tako. No, naslednja dimenzija, ki smo jo poimenovali izpostavljenost kulturni raznolikosti, seveda tudi tukaj imamo pač potovanje po različnih državah. Tukaj so otroci izpostavljeni različnim kulturnim značilnostim in praksam, kar seveda tudi vključuje jezikovni vidik samo po sebi, no, ampak ob tem je pomembno, da otroci izkusijo te značilnosti na različne načine, se pravi prek glasbe, hrane, zelo konkretno, ne, plesa, umetnosti, oblačil, ne. Oni te stvari res, mislim, tudi pravi Anita, ne, jaz moram priznati, da tukaj jaz od nje res požiram, ko mi pravi, kako je z otroki, ne, kaj vse opazijo, ne.
ko je primerjajo, naprimer, oblačila, zdaj sem spomnila en tak primer, ne, ko je recimo vprašala Anita učenci, da primerjajo predsednika Boruta Pahorja, ne, pa angleško kraljico. Ne, in kaj so oni opazili, kakšna je razlika med njima dvema, med drugim recimo, ne, velika razlika je ta, ne, da pač predsednik Pahor nima torbice, ne. Medtem ko jo kraljica ima, ne, take stvari opazijo, ne, tako da v bistvu tu vidimo, da imajo otroci res zelo različne načine videnja, ne, kot odrasli in jim moramo dovoliti, da to izrazijo. Torej, kaj bi lahko rekla, ne, tukaj seveda kaj spoznajo? Spoznajo, da so nekatere kulturne prakse med različnimi kulturami zelo sorodne, ne, po drugi strani pa, da se zelo razlikujejo, ne. Zelo pomembno tukaj je, da mi to razumemo kot zelo odprt okvir, torej odprta dimenzija, ne. In tukaj lahko dodamo, kar želimo, ne. Zelo veliko lahko dodamo recimo videoposnetkov, otroci lahko primerjajo, tako da tukaj res, če na primer spoznavamo avstrijsko kulturo, ki bo primer potem tudi povedala Anita, ne, lahko vključimo pesmi, lahko vključimo ples, lahko na primer tudi razširimo dejavnost s tem, da gledamo kakšen posnetek o Dunaju, poskušamo neke tipične avstrijske jedi, poslušamo Mozartovo glasbo, tako, ne, imamo res veliko možnosti, to je odprt okvir. In s tem seveda otroci razvijajo pozitivno stališče do kulturne raznolikosti. Tukaj pa smo tudi v priročniku dodali kar nekaj primerov tematskih področij, na katera se lahko navežemo, ne, in tudi primerov morda stvari, ki jih lahko obravnavamo, torej tukaj imamo neke družbene običaje ali pa socialne običaje, ne, kjer na primer otroci spoznajo, da so v nekaterih kulturah ljudje, ko se srečajo, poljubijo na dve lici, da se morda v nekaterih kulturah, v arabskih državah tudi moški med sabo poljubijo, pa da se Japonci priklonijo, pa da se na Tibetu recimo, da pokažejo jezik, ko se srečajo, ne, v Indiji položijo pest na srce, tako da te stvari recimo, ne, lahko razširimo, ne, potem, ko primerjamo različne prakse. Potem prehranjevalne navade, to je tudi zelo dobro področje, ker tudi seveda tudi okušamo lahko in preko tega čuta spoznavamo različne kulture, potem oblačenje, pa športne dejavnosti, seveda prevozna sredstva, ne. Zelo ta področja sta medve zdaj opisali bolj natančno, tudi v priročniku s primeri, kaj vse lahko v bistvu tukaj prikažemo kot kulturno raznolikost. Kaj se mi zdi tukaj še posebej pomembno, ne, je to, da ko izbiramo, katere kulturne vsebine bomo obravnavali ali pa prikazali, ne, moramo vedno izhajati iz otrokovih izkušenj. In to je ključ tega našega modela, da vedno izhajamo, bomo videli kasneje pri participatornosti, iz njihovih jezikovnih in kulturnih izkušenj, ki niso seveda nujno tiste v pač okolju, iz katerega izhajajo, v katerem živijo, ampak so mogoče tiste, ki jih prinesejo s sabo iz kakšnega drugega okolja. Zato je pomembno, da so otroci aktivno vključeni, ravno zato, da se res počutijo, da lahko preko sodelovanja, preko aktivnosti v bistvu prinesejo s seboj tudi svoje izkušnje. Tako da to bi bila ta dimenzija, no. In če gremo naprej na naslednjo dimenzijo, se da mi je zelo pomembno res dati tudi tej dimenziji, kar bom rekla, neko posebno mesto. In to seveda zato, ker ko govorimo o razvojni stopnji otrok, je zelo pomembno, da izhajamo od konkretnega k simbolnemu, torej poudarek je na realnih situacijah, konkretnih predmetih, ki pa imajo neko simbolno vrednost. In tukaj je spet metafora potovanja zelo, zelo koristna. Torej gre za ta pomemben vidik modela, ki se tudi odraža v jeziku, ne, kot nekemu simbolnemu načinu izražanja, no. Torej, da lahko potujejo v druge države, otroci potrebujejo neko osebno izkaznico, nek potni list, to ga lahko tudi sami izdelajo, seveda, izpolnijo svojimi podatki, svojo sliko in potem to seveda lahko tudi kasneje uporabimo v kakšni igri. Mislim, zelo pomembno je, da s pomočjo vizualne podpore, kot so zemljevidi, zastave, slike, kakšni konkretni predmeti, in skozi igro spoznavajo in začnejo uporabljati abstraktne pojme, ne, se pravi država, mesto, jezik, kraj, meja. In tu je zelo, zelo pomembno ravno tisto, kar nam najbolj
kar je najbolj povezano z metaforo potovanja. Tako da v bistvu res se zelo, kot vidite, zelo povezujejo te dimenzije med seboj. No, kot še eno dimenzijo sva se vseeno odločili, da dodava tudi pristope k učenju tujega jezika. Zdaj, zakaj? Tukaj se mi zdi prav, da povemo, da so nekateri pristopi pač enostavno primernejši kot drugi. In tukaj se naslanjamo seveda na kombinacijo različnih pristopov in strategij, ki so se izkazale za dobre in učinkovite pri zgodnjem učenju jezika. In tukaj bi izpostavila predvsem dve, ampak jih je več, seveda. Ampak seveda CLIL. CLIL tukaj ponuja veliko možnosti za povezovanje med različnimi predmetnimi področji, kot je umetnost, na primer, tukaj imamo izdelovanje lutke, risanje zemljevida, matematika, liki na zastavah, družba, imamo zemljevid, zastave, osebna izkaznica, tukaj vidimo res veliko povezav. Potem šport, ko primerjamo športe, v Sloveniji morda bolj smučanje, košarka, kjer druge pa kakšen drugi šport, in tudi skozi pantomimo lahko tudi prikažemo. Tako da CLIL je tukaj res nekako, se ponuja kar samo od sebe kot pristop, ki ga lahko nekako upeljemo in uporabimo tudi pri našem modelu. Drugi pristop, ki bi ga tudi izpostavili, je pa tako imenovani celostni telesni odziv, kjer je seveda poudarek na slušnem razumevanju pred jezikovno produkcijo, ampak kot je danes seveda poznamo veliko pesmi, veliko dejavnosti, ki izkoriščajo to prednost rabe gibanja, ki je tudi izpostavlja celostni telesni odziv, tudi mi smo v pesmih, ki smo jih izdelali in oblikovali za ta model, vedno pazili, da je možnost tudi gibalnih dejavnosti, torej kot bomo videli seveda tudi v tej pesmi, ki je pa v angleščini. In ta je seveda pesem, ki jo pojejo, ko grejo v Anglijo. Torej, če pogledamo, si lahko predstavljamo res gibanje na vse možne načine, predvsem pa seveda pantomima, letalo, vlak in podobno. Če poslušamo spet še to. Tako se ponovi potem pesem, spravi res, kar ponuja se gibanje, in se res potovanje, spet potujemo, spet metafora tudi tukaj. No in še zadnja dimenzija, in spet dimenzija, ki vsekakor nekako zaokroži naš model, in sicer participacija otrok. Torej, to je res pomemben del našega modela in se povezuje čisto z vsemi elementi. Torej, danes seveda to participacijo razumemo kot en tak nujen, ključen element inkluzivne družbe, če hočete, in mi razumemo seveda, da so otroci aktivni deležniki v tej družbi. Seveda, kar je tukaj še posebej pomembno za nas, je, da participacija narekuje vključenost vseh otrok. Predvsem in tudi tistih otrok, ki prihajajo iz različnih ali pa drugih, drugačnih, družbenih, jezikovnih in kulturnih okolij. Ravno zato je ta participacija tukaj še toliko bolj pomembna morda kot kje drugje. In pomembno je tudi, da je ta participacija z obeh strani. Torej, vzgojitelj res, če pogledamo to zadnjo točko, aktivno posluša otroke, njihove zamisli in njihov način gledanja na stvari. Ne samo, da jih aktivno posluša kar tako, ampak predvsem, kako oni gledajo na stvari. In morda celo en najbolj inovativen del tega modela je ta, da se res potem, ko gremo že parkrat preko določenih destinacij, se že naučimo nekih takih tipičnih, ponavljajočih se, bom rekla, dejavnosti, kot so pisanje petje pesmi, klicanje mojstrajake, jeguljo, klepetulje in podobno, ko imamo že to nekako kot eno rutino, potem lahko z otroki se dogovorimo o nadaljnjih destinacijah, o tem, kam bi pa oni zdaj želeli iti. In potem oni sami predlagajo dejavnosti, kaj bi vključili, kakšne videe bi gledali, kakšno rimo bi morda ustvarili, a bi skupaj napisali kakšno rimo. Torej, res poudarek na
v najbolj žlahtnem smislu, če hočete, ne, na temo, kaj otroci prinesejo s seboj v skupino in v razred. Ne. In s tem, kar oni prinesejo, lahko potem in nadaljujemo naše potovanje po jezikih. Tako da to bi bila zadnja dimenzija. Zdaj bi pa še seveda Anita povedala še kaj bolj konkretnega, ne, to je seveda kot rečeno, ona že večkrat preizkusila, velikokrat smo obračali stvari, na novo napisali pesmi, dejavnosti, tako da zdaj, kar je prišlo ven, je že nadgradnja večkratna. In torej imamo različne države že izdelane, ne, dejavnosti, kot rečeno, se pa to tudi potem ponavlja kot model. In zdaj, Anita, pa prepustim tebi besedo. Silva, najlepša hvala za tale uvod in kar izčrpno razlago. No, jaz bi vam pa predstavila, kako pravzaprav vse to skupaj izgleda v praksi. In sicer, kot je omenila, vedno začnemo najprej z mojstrom Jako, ki je naš prometni odpravnik. Pravzaprav smo mi pri samem procesu seznanjanja z različnimi jeziki pričeli najprej z znanjem, to se pravi slovenščino. Tako da smo najprej spoznali mojstra Jaka v slovenščini in smo najprej se seznanili z eno značilnostjo, ki je v slovenščini zelo znana, in mi smo si za Slovenijo izbrali šport. Potem smo iz Slovenije potovali v druge države, pri tem so otroci uporabljali tudi osebno izkaznico. Sama osebna izkaznica jim na začetku ni bila tako čisto jasna, potem sva jim otrokom z vzgojiteljico pokazali svoje osebne izkaznice in povedali, zakaj jo potrebujejo, potem so jo prepoznali in so svojo izkaznico tudi sami izdelali, potrudili so se, da tudi izgledajo pač taki, kot morajo izgledati na fotografiji. Pri potovanju je mojster Jaka imel oblečen tudi vlak, ki se ga lahko izdela iz kartona ali pa pač iz česarkoli drugega, tako da so si res to potovanje predstavljali in so v koloni potovali in si pripevali pesmico, kot je Silva omenila, Ču, ki sva jo torej izpestili. Potem, ko smo prispeli na določeno destinacijo, smo si velikokrat najprej ogledali video, kje pravzaprav sploh smo. In tako da smo res lahko hvaležni velikemu izboru videoposnetkov v različnih državah, ki jih lahko najdemo na internetu, tako da si lahko vzgojitelj s tem veliko pomaga, tudi pri drugih jezikovnih skupinah. Zatem smo spoznali pesem, ki je za določeno državo torej bila napisana. V Avstriji smo imeli pesmico Eins, zwei, drei, Dance with me. Zato so otroci skozi to pesem spoznavali dva plesa, in sicer polko ter dunajski valček. Preden pa smo začeli vse to skupaj plesati, sem jim pokazala posnetek, kako dejansko se ta dva plesa pleše, kako so plesalci oblečeni, in potem smo to preizkusili tudi v skupini. Pa si lahko tudi na kratko ogledamo, čisto en kratek insert. Dance with me. One, two, polka me and you. Look, it's really 1, 2, polka me and you. Tukaj so se na kratko seznanjali torej štetjem v nemščini, Eins, zwei, drei smo plesali. Ker je bila kar glasba, recimo osnovna tematika v Avstriji, smo spoznali tudi Mozarta, seznanili smo se tudi s pojmom skladatelja. Mozart je ravno zanimivo, ker je pač čudežni deček, ki je to bil že zelo, zelo zgodaj, tako da jim je bilo zelo zanimivo opazovati skozi risanko, smo jim pravzaprav to temo predstavili, kdo pravzaprav Mozart je bil, nato so risali njegov portret, zanimalo jih je, v kaj je oblečen, pa njegova lasolja, tako da hitro otroci te preusmerijo lahko v čisto eno drugo smer, ki jo lahko potem vzgojitelj razvija naprej. To je pač v tem smislu participatorno, da lahko sledijo njihovim idejam, njihovemu zanimanju in razvijajo pač zgodbo v smer, v katero peljejo otroci. Mi smo potem nadaljevali zgodbo v to smer, da smo poslušali tudi
različne inštrumente in so otroci na ta način razvijali torej slušno razločevanje in se naučili poimenovati tudi inštrumente v angleščini. Ja, tukaj vidite zemljevid, tako da prav v vsaki državi so se otroci seznanili torej z samo obliko države, obrisali so mejo. Meja, sam pojem meja je pravzaprav tudi zelo abstraktna za otroke in so se skozi ta proces, ko so vsakič mogli najprej Slovenijo obrobiti, potem Italijo, da so prepoznali, da je v obliki škornja, nato Avstrijo, so ta pojem vedno bolj poznali. Dobro, potem lahko so razvrščali tudi države po velikosti, ker smo pač združevali torej jezik in matematiko. Skratka, ko smo načrtovali dejavnosti, smo poskrbeli tudi, da se področja med seboj povezujejo. Tako, še kaj tukaj recimo zanimivo. Ja, jaz sem v bistvu bila v skupini kot recimo temu učiteljica tujega jezika. Sodelovala sem z vzgojiteljicami. Vzgojiteljice so otroke spraševale o državi vnaprej pripravljenimi vprašanji, o njihovih izkušnjah, ki jih imajo v določeni državi, o hrani, če so karkoli poskusili, o glasbi, če so že slišali in smo pravzaprav vse to skupaj primerjali potem slovenščino. Pri vsaki pesmi, v katerikoli državi smo bili, smo vključevali zelo veliko gibanja. Kot vidite, te pesmi trenutno nimajo slikovne podpore, zato smo čisto vsako pesem podprli z gibanjem. Čisto pač, ne vem, ein, zwei, drei, da pokažeš ein, zwei, drei. Ali pa recimo v Italiji per favore, una pizza margherita, se pravi, točno vsako besedo je bilo potrebno pokazati, da so razumeli. In čisto v vsaki državi so potem tudi risali ali pa rešili določeno nalogo in so ustvarili tudi na nek način svoj jezikovno-kulturni portfolio, torej portfolio različnih jezikov, da so se potem, da lahko to tudi spremljajo in se o tem pogovarjajo. Ja, še kaj takega, da smo... Ja, še našo Jeguljo Klepetuljo bi rada omenila. Skratka, Jegulja Klepetulja je zelo pomembna, ker z otroki razvija fonološko zavedanje. Otroci, se pravi, zaznavajo dolge in kratke besede, naprimer, da primerjajo svoja imena, potem iščejo lahko rime v različnih jezikih. To pomeni, da izhajamo iz jezikov otrok, ki jih imamo v skupini. V bistvu to so naši primarni ciljni jeziki, potem pa lahko gremo širše. Mi smo si zdaj pač zastavili italijansko, nemško, francosko, angleško in hrvaško, ampak to so samo neki primeri dejavnosti, en okvir, ene določene smernice, ki lahko vzgojitelji oziroma učitelji pomagajo načrtovati nove vsebine in nove primere dejavnosti. Kajti kar sem v praksi opazila je, da vzgojiteljice si želijo delati dejavnosti, vendar včasih potrebujejo samo več smernic, mogoče kakšno idejo in potem to zelo lepo steče. Otroci pa so res izjemno veseli, ko delamo te stvari, počutijo se bolj sprejete, bolj pripadne, z veseljem povedo, od kod so prišli, v smislu, če so bili na počitnicah v Srbiji, v Bosni, ni to več nekaj, o čemer ne bi želeli govoriti, ampak dejansko je postal, to, da znaš tuji jezik, je postala res ena velika vrednota in se lahko s tem pohvalijo in otroci sprašujejo in se pogovarjajo o tem, kaj pomeni, kako se kaj reče v drugem jeziku. Skratka, ko sem jaz tam prisotna, res imajo ta občutek, da želijo povedati nekaj o svojem jeziku ali pa da so kje bili, da se nekako izpostavijo in tega sem zelo vesela. S tem, ko pa je tudi angleščina, so prav vsi otroci izpostavljeni tujemu jeziku, ne samo otroci iz drugih jezikovnih ozadij, ki so ves čas izpostavljeni slovenščini kot tujemu jeziku, ampak so čisto vsi. Se pravi, otroci, ki govorijo slovensko, so izpostavljeni angleščini in vsem drugim, ki so tukaj pač bili načrtovani.
in se mi zdi to ena res velika vrednost za razvoj jezikovnega zavedanja, pa tudi medkulturnega, ne. Tako, poleg tega, da pa razvijajo, mogoče samo kot zaključek, da razvijajo svoje sposobnosti na kognitivnem nivoju, razvijajo se torej tudi na socialnem in čustvenem področju, kajti izjemno se pozna ta zvišan občutek pripadnosti in sprejetosti. Konec koncev pa tudi starši preko vseh teh dejavnosti, ki se izvajajo, dobijo občutek, da so njihovi otroci sprejeti in da se v vrtcu dobro počutijo, da je tudi njihova kultura in njihov jezik dobro sprejet. In se pravi, spoštovanje raznolikosti in kultur je spodbujano, no. Tako, nič, kar zaključiva, Silvo, torej našo zgodbo, torej zelo pomembno je, da imamo tako jezikovno raznoliko okolje že v zelo zgodnjem obdobju, saj vse to skupaj vpliva na zaznavanje jezikov in jezikovne raznolikosti. Zelo smiselno je torej upoštevati otrokove izkušnje z jezikom, torej pogledati, koga vse imamo v skupini, kakšne kulture, dobro se pozanimati, ali otrok govori makedonsko ali govori albansko. Če ne vemo, dajmo se pozanimati, dajmo poiskati kakšno besedo na spletu, kakšno pesmico na spletu in tako naprej. Mislim, da smo zdaj kar dali nekaj primerov za to. Kot smo rekli, vsi ti primeri, to so samo primeri, ki vam lahko pomagajo raziskati še veliko več, kot smo mi to prikazali. In verjamem, da bo vzgojiteljem in učiteljem to uspelo. Toliko z moje strani. In Silva, tudi z tvoje. Ja, tudi z moje, tako da res morda še to še jaz poudarim, no, da pri temu je res pomembno, da poslušamo otroke, ne, ker nam bodo oni povedali, kakšne dejavnosti. Včasih rečejo vzgojitelji, joj, pa zdaj nimam časa pripravljati, ne, ampak bodo že otroci pripeljali s sabo in pobude, ne, in potem, kot rečeno tukaj, ne, da bo skupno ustvarjanje pomena je pomembno, da skupaj z otroki pač naredimo nekaj. In tukaj to je bolj vredno, kot če bi ne vem kakšne dejavnosti organizirali, ne. Tako da ja, tako, recimo ena takih, morda sem prej pozabila povedati, ravno za Jeguljo Klepetuljo, ne. Seveda Jegulja Klepetulja je učiteljica, ampak potem otroci sami postanejo, ne. Oni se sami igrajo, potem sami naredijo svoje nogavičke, lutke, ne, in potem ne, oponašajo. In to oponašanje z jezikom, ta radovednost, to v bistvu igranje in eksperimentiranje, ne, to je v bistvu tista pot, ki jih vodi tudi k pozitivnim stališčem. Tako. Mogoče tudi otroke spodbuditi k predvidevanju, ne, kaj menijo, ne vem, kaj se je, kakšna je glasba v določeni kulturi, da malček primerjajo in potem skozi raziskovalni proces pridejo do ugotovitev. Mogoče tudi to je fajn uporabiti. Ja, najlepša hvala za tale jezikovni vlak, ki nas je tako prijetno odpeljal med različnimi kulturami, med različnimi jeziki. Torej, res se mi zdi nekaj novega, podprli sta jezikovni vlak, torej verjetno ste ustvarili zdaj materiale, kot smo videli že te v obliki zvočnih posnetkov, videoposnetkov, imate pa tudi verjetno kaj izdelano, kar pač učitelj oziroma vzgojitelj potrebuje. In še nekako ste ga tudi uvrstile v teoretični okvir, kam pač nekako sodi. Tako da res najlepša hvala za deljenje vajnega. Verjetno kar nekaj časa je to teklo, lahko rečem kar dolgoletnega. Ja, v bistvu cel čas, odkar delamo projekt, to je začelo že ampak najprej tako neki zametki, ampak to je bilo, moram reči, kar prijetno delo. Ja, verjamem. Je delo, ampak je tako delo, včasih sva kar peli drugi, pa si preskušali, pa tako, no. Res čutiš, da je neki izdelek, potem na koncu, da bo nekomu res koristil, da nisem članek, ki bo nekje obležal. Ko je Anita prišla in to preizkusila z otroki zares, pa je prišla in rekla, ja, to pa res gre, to so pa čisto, tako da to je res bila zelo dragocena stvar. To pa super, ja, ker se je preizkušala, to je čisto več kot če je tako. Ja, da ne bom zdaj preveč, pa kar prosim vabim naše poslušalke, mislim, da smo glavne poslušalke,
Vprašanje, prosim. Ja, Anja, kar izvoli. Hvala za super predstavitev. Jaz sem taka sistematična oseba, tako da mi je zelo lepo bilo to videti, ta model, ker mislim, da če je predstavljeno tako sistematično, potem se kar hitro utrne ideja, kako lahko nekaj vključiš noter, da paše, nekako. Mene zanima, mogoče je bilo že vmes omenjeno, samo da preverim, katere so tiste zadeve, ki jih recimo lahko otroci nesejo tudi domov. Ker to se mi zdi tako, včasih, jaz tle mogoče govorim tudi kot mama, s presenečenjem ugotoviš, kaj počnejo v recimo vrtcu ali pa v šoli, mogoče včasih zamudo. In to, kar je bilo nazadnje omenjeno, kako je pomembno potem oblikovanje pozitivnih stališč, mogoče lahko včasih celo po ovinku malce vplivamo tudi na stališča odraslih, preko otrok, ne samo da starši ne pomagajo formirati, ampak da potem lahko tudi, še posebej, ker je tako vključujoče, da so to jeziki, ki mogoče v družbi nimajo najvišjega statusa, pa je potem, če se otrok navduši nad njimi, pa potem lahko tudi staršem tako predstavi. To me zanima, kaj lahko odnesejo sabo. Anita, boš ti prvo po moje, ne? Vem iz prakse, zdaj jaz kot se prihajam kot zunanja enkrat na teden in v bistvu vsaka skupina pospravi in dela ta portfolio na svoj način. Kot sem seznanjena, domov tega ne odnašajo, odnesejo ponavadi na koncu leta. Tukaj jaz malček pogrešam to, da šele na koncu leta pač pregledujejo svoje mapice, starši. In prav zaradi tega sem v eni od drugih skupin vključila v sam proces tudi starše. To pomeni, da sem program delala namesto z vzgojitelji starši in so ta vprašanja, ki so v slovenščini, delali oni skupaj z otroki doma, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno, ker so potem dejavnosti, ki smo jih izvajali v angleščini, hitreje usvajali, ker smo jih delali torej zaporedno, in hitreje dojemali in tudi, ko so prišli na angleščino, so potem govorili pač, kaj so starši, recimo nalogo so, jaz sem rekla temu, da za nalogo lahko naredijo še starši doma in skratka pričakujejo že nalogo. Ali je Anita kaj poslala, ali je kaj poslala, ker njihova naloga je pač, da se v slovenščini pogovarjajo o vseh teh značilnostih, jaz pa pač v angleščini skozi pesmice, ki ste jih videli, nadaljujem in razvijam pač angleški jezik. Tako da se mi zdi izjemno dobro, da starši imajo možnost vpogled v to in ugotavljajo pravzaprav, saj niti največkrat je bilo to, saj to še jaz ne znam, ne morem verjeti, da kar to znajo, da se bojo to naučili. Tako da ja, otroci so zelo zmožni in ravno to predšolsko obdobje, vsaj pred začetkom šolanja je pomembno, da gredo skozi tak proces usvajanja, zaznavanja na sistematičen način, se pravi, vseh jezikov in kultur. Tako da ja, Anja, je pomembno, ampak pogrešam pa precej v vrtcih to, da bi tudi med letom imeli starši vpogled v to, kar počnejo. Ja, jaz mogoče, če sem mogoče malo drugače razumela tvoj komentar, Anja, jaz mislim, da oni pravzaprav to, kar delajo, če je dovolj močno v smislu nekega, da so recimo te pesmi zelo poslušljive, in da grejo v uho, pa tudi, ko jim je res nekaj zelo zanimivo, to, če jim predstavimo nekaj kot nekaj, poglej, ne vem, v Wuppertalu je pa viseča železnica, za prevozna sredstva, ali pa kako se vozijo v Indiji z rikšami, ali pa tako, če jim predstavimo na ta pravi način, pa se pravi ta pravo podporo, jaz mislim, da oziroma zagotovo, otroci pridejo domov, se tudi z lastnih izkušenj to vemo, in rečejo, mama, jaz znam šteti po nemško do 3, 1, 2, 3, spravi, ampak mora biti res predstavljeno, jaz mislim, da smo tukaj res pazili na to, da ni preveč, da je toliko, da res, da nekako se zasidra. In tukaj sem prepričana, da to starši še se poslušajo, in da ja, posredno zagotovo vpliva tudi na njih.
tako da vpliva v bistvu na neko pozitivno izkušnjo, ki jo imajo, tudi s tem, ko slišijo, kako so otroci radovedni in da jim je zanimivo. Tako da v tem smislu mogoče tudi. Ja, in recimo, tudi otroci, recimo, ki jezik določen poznajo, z veseljem druge potem naučijo. Jaz jih tudi pozovem, da naj povejo, ali pa recimo, če kakšen šport, recimo punčke, ki nekatere obiskujejo balet, povejo recimo besede v francoščini, tako da v bistvu pravzaprav stvari med seboj povezujejo, da ni to nekaj ločenega, da ni jezik nekaj ločenega, ampak se uporablja v vsakdanjem življenju in pri različnih dejavnostih, od kuhinje do športov. Tako. Lahko še kaj vprašate ali pa predlagate? Ja, še. V redu. Dobro, ja, naslednje vprašanje. Hvala za to. Če ima kdo kaj za dodati? Če še jaz zdaj tako umestno, ko ste predstavili tudi pristope k učenju tujega jezika, jaz jih pa še kar malo več, vidim, gotovo ste rekli, da pač 2 izstopata. Zanima me pa tale, kaj pa storytelling se tudi kje vključuje verjetno? Se tudi, ja. Predvsem preko slikanic, ne? Ja. Jaz sem recimo prav pri italijanščini smo imeli pač Pinokija, tako da so se seznanili s to zgodbo, zato ker se mi zdi, da nekako vedno ostane tam nekje v ozadju. Vemo, da gre za pač lutko, ki laže in mu rase nos, ampak kot vidim, ali jo poznajo od doma, redko pa, da se ji prav posvetimo, tako kot v vrtcu. Tako da so nekako, ta je bila recimo zanimiva izkušnja s tem. Ja, ker ko potujemo, lahko tudi seveda te zgodbe, njihove tipične vklopimo in mogoče še toliko bolj, če so, kaj se jim tudi prav tam nastale, pa to, kar Pinokijo. Potem videla sem tudi, da pravzaprav imata vse, torej vse sloni na nekih, kot bi rekli v angleščini, task-based learning, se pravi vse posodje je nek smisel, neka aktivnost, ki ima nek cilj. To, da se mi zdi, da to ste tudi podprli, pa recimo, kako ste pa s tem language scaffolding, recimo, kaj vse, ker scaffolding si tudi omenila, Silva, tega je verjetno tudi... Ja, v bistvu največ, če bi tako morala reči, da je podpore, je vse posod zelo veliko, in vizualne, in telesne, in tako, ampak res sva kar veliko dali poudarka na glasbeni podpori tudi. Tako da te pesmi jih ni veliko, mislim, da smo jih 7 skupaj napisali, ampak res smo pazili, da so šle v uho, da je ritem zraven, da je recimo, da je tudi nekako navezava na državo. Če imamo pri Pici Margheriti malo ta melos, smo rekli italijanski, potem imamo pri Polki in Valčku pač ta avstrijski, tako da so res poskušali na ta način čim bolj v bistvu in na preprost način, torej ne jih obremenjevati z preveč jezika, da ne bi izpadlo, da res ne razumejo. To smo res pazili. Spravi, mora biti jezik neka zanimivost za njih, nekaj, da bodo primerjali, da bodo res preskušali in ga slišali. Da smo res gledali, da bi čim več, glasovne podpore zagotovo zelo veliko, in gibanja je vse posod, le da, slikovno tudi, slikovno obvezno, pa spet te konkretni predmeti, tudi to je bil velik poudarek, spravi potni list, vlak, dejansko neka lokomotiva, ali pa se razume, da je, zastave, fleks, pravi, tukaj je učitelj, res je mišljeno tako, da tudi učitelj, ko predstavlja stvari, nekako je kot model jezika, Tako, modeliranje je del language scaffoldinga, Ker je veliko vizualne podpore, ker je toliko v bistvu poudarka na konkretnih predmetih, to je v bistvu lažje, Tako da res je ta podpora prav z vseh koncev, Pa gibalna, ker moramo, se pravi, ker jezikovna produkcija sledi pozneje, najprej imamo prepoznavanje, pa če je res izjemno pomembna ta gibalna podpora, ki jo otroci soustvarjajo. Tako da jaz jih vedno pozivam, da sami najprej pač prikažejo gib, kako bi to pokazali, in na ta način preverjam tudi, če sploh razumejo besedo, in potem počasi se pač prehaja skozi igre, kot so pantomima, naprimer, k jezikovni produkciji in skozi pesmice, seveda.
Ja, ker v bistvu je to že en del tudi te audiolingualne metode, ker je veliko za ponavljanje, tako da če še bolj tako pogledaš, je res vsega zelo veliko, ampak vedno v tistem trenutku, ki je pač, kako bi rekla, ki ga otrok potrebuje. To je tista metoda, ki je v tistem trenutku najboljša za otroka. Ja, tako da to se imeli zelo dobro. Pa recimo tam nekaj ste govorili o participaciji otroka, to spodbujanje, torej predvidevanja, to je tudi ena taka zelo pomembna stvar, ki pride prav potem pri branju, tako poslušanju, ali pa branju zgodb, pa potem, ko sam bereš, so vse te strategije, se mi zdi, ki bodo otrokom prišle prav in ki so transverzalne, ki jih lahko prenašajo iz enega v drugega. Kako pa recimo še to, ko ste govorili o preklapljanju, se pravi translanguaging, mogoče kakšen ni ta... Imeli smo kar dilemo tukaj glede angleščine. Priznava smo kar imeli, kaj zdaj, ali vključiva to ali ne. In potem je bila res ta, v bistvu je prevagalo to, kar tudi Anita rekla. V nekem trenutku je to tuj jezik za vse. Ker drugače res prevlada slovenščina in tisti, v bistvu, ki slovenščina ni matni jezik, pa imajo v bistvu tukaj manj prednosti. Tako da smo rekli, ampak dejansko je tako, da angleščina je globalni jezik. Morajo se pa zavedati cel čas, da pa ni dovolj. In tudi, in to moram reči, da sem se jaz tukaj pravzaprav na projektu nekako naučila tako razmišljati, da ni nič narobe s preklapljanjem. Jaz živim sicer v tem dvojezičnem okolju, ker preklapljam celo življenje, nemogoče ne preklapljati pri nas, in če bi govorila zdaj tako sproščeno, bi bilo najbrž 1/3 izrazov italijanščine. Ja, ampak zato se mi zdi, da tako, da je res v bistvu v tem trenutku, mi ne govorimo o učenju jezika, mi ne učimo jezik, mi v bistvu res razvijamo to raznojezično kompetenco, ki je bistveno več kot to. Predvsem pa je zelo velik poudarek na stališčih. Spravi, da je to nekaj zanimive, da so jeziki zanimivi, da jih je fajn primerjati. Spravi, če želimo res priti do tega, se mi zdi, da ne smemo biti omrebenjeni s tem, da ne smemo preklapljati. Pravzaprav celo to spodbujamo lahko. In otroci to delajo. Njim se sploh to ne zdi, tukaj smo pa res videli veliko primerov, Anita jih je zabeležila, veliko takih, ko enostavno kar tako brez problemov skačijo iz enega v drugi jezik. To je čisto v redu, Ja, je pa res mogoče, če še to omenim, da recimo skupina otrok, v kateri sem bila, pač ni bila seznanjena z angleščino prej. In tako da smo prvo polovico leta izvajali kar nekaj dejavnosti v angleščini, zato, da so pač usvajali to melodijo in intonacijo jezika in da so začeli pač razlikovati med angleščino, slovenščino oziroma drugimi tujimi jeziki. Eno bazo besedišča so usvojili, tudi že preden smo pričeli sistematično z izvajanjem dejavnosti po modelu. In kaj sem potem opazila, torej, ko smo mi prepevali določene pesmice za posamezno državo, so otroci že zaznali vsiljivce. Se pravi, besede, ki so vsiljive, niso angleške, ampak spadajo nekam drugam. In to je tisto, kar smo želeli v bistvu s tem potem doseči. Torej, ni bilo to, da smo mi začeli kar na začetku leta takoj z modelom, ampak smo najprej, ker so se dejavnosti izvajale v angleščini. Zdaj, če bi bila to slovenščina, verjetno bi te vsiljivce prepoznali že prej, če bi vzgojiteljica vse izvajala dejavnosti v slovenščini, Ampak v mojem primeru, ker sem izvajala dejavnosti v angleščini, so pač razlikovali angleščino, slovenščino in še naslednji jezik, kar jim ni spadalo, ni v angleščino, ni v slovenščino, ampak nekam drugam. Tako da, ja. Vse, te aktivnosti jezikovnega zavedanja, ki ste jih pač pripeljali, tudi na to, zelo važno konkretno raven, ker pač nimajo razvitega še abstraktnega mišljenja, ampak ja, ta cilj, ki ste ga dodali, ki vodi k strpnosti, k razumevanju, k temu, da nas različnost bogati in da so v bistvu, znanje večjih jezikov, je dobro tako od kognitivnega razvoja do profesionalnega in tako naprej. In da moramo s tem začeti zgodaj, Ker v bistvu vse te mite pa predsodke nam dajo odrasli, vse otroci se ne rodijo z njimi. In to je res pravi čas, Tudi ena takih bolj pomembnih stvari, ko mogoče pozabimo na njo, to je ta radovednost do jezika. Res, otroci so radovedni sami po sebi in to ohraniti in spodbujati in s tem v bistvu preko radovednosti
na stališča. Ne. Tako se mi zdi, da to lahko pa res ogromno naredimo ravno v tem obdobju, tam do 6.-7. leta, ko so še zelo, zelo odprte glave. In če to uspemo, mislim, da smo uspeli zelo veliko na to. In da so vsi jeziki pravzaprav dodana vrednost, ne da se otrok, kaj s tem iz Kosova počuti manj vreden, zato ker ima albanščino, ki pa nenazadnje lahko vodi pa enkrat ravno k lažjemu razumevanju romanskih jezikov, in vse to pride vredno potem kasneje, ampak ja, res najlepša hvala. Lepo prosim. So še vprašanja, Vlamenka? Jaz bi samo eno čisto praktično. Zdaj, Anita, si razložila prav to, kako ste v bistvu v prvem delu leta pa potem začeli z jezikovnim vlakom. Koliko časa pa recimo preživite v neki državi? Kako to zgleda v smislu, ker zdaj razumem, da je kar precej znotraj teh dejavnosti, ki so kot neka rutina postavljene, so potem še neke nove, tako kot si učitelj zamisli, ampak kako to? Tako da mi smo zdaj, ker smo bili recimo 2 do 3 krat v eni državi, v bistvu 3 srečanja recimo. 3 srečanja, bolj ali manj in potem naprej. Potem je bilo odvisno od tega, kaj je vzgojiteljica bila pripravljena še na to temo narediti, ali je želela še kaj razvijati, ali pa pač zaključiti, ker sem jaz prihajala kot zunanja. Ampak dejstvo pa je, da je to v bistvu fleksibilno, ne? Ja. V bistvu sploh ni skoraj, fajn je, če je večkrat, da ni samo enkrat, ne? Ampak to je, kot je rekla Rita, v bistvu odvisno od tega tudi malo, kaj imamo drugače na programu, lahko greš. Tako da nisva želeli preveč zožiti to, da se potem mora vsako aktivnost narediti. Tistih par, ki so res splača, morda z Julio Klepetuljo in s ostalimi, že, ampak res, kot rečeno, kam te bo peljalo in kam te bodo otroci peljali, to je pomembno. Ja, recimo, jaz sem bila tukaj, bila sem omejena zaradi tega, ker sem jaz govorila angleško in sem pač se mogla malček omejiti, vendar če vzgojitelj oziroma učitelj v slovenščini to izvaja v skupini, ima pa nešteto možnosti. Kot učitelj tujega jezika si nekoliko omejen, Ampak v sodelovanju z vzgojiteljem oziroma učiteljem, če je to v neki tel obliki oziroma medpredmetno povezovanje, je pa odlično. Izjemno. Zato, ker lahko pač več tudi izražijo. Ja, Mojca, prosim. A smem, jaz sem še eno praktično vprašanje. Kako je pa z uvajanjem novih jezikov? Se pravi, otroci seveda participirajo in prispevajo še svoj jezik. Na kakšen način se pa potem učitelj recimo pripravi oziroma kako se predvidevam, da vsi učitelji sigurno ne govorijo albansko, makedonsko in podobno. Kakšen praktičen nasvet za učitelje, kako bi se oni zdaj pripravili na te dejavnosti in kako to upeljati v model oziroma v skupino. Torej, boš, Anita, ti prej? Vseeno, ker imam jaz izkušnje, se veliko učiteljem in vzgojiteljem porajajo takšna vprašanja in kar veliko vzgojiteljev je tudi zelo uspešnih in si te izkušnje tudi deli, vsaj kar sem slišala. Torej, nekaj primerov dejavnosti smo dali tukaj, drugače pa poiščemo lahko različne izštevanke, kratke, enostavne pesmi. Zdaj, pesmi, recimo, ki imajo znano melodijo, lahko so to tudi iz angleščine nursery rhymes, ki so prevedene v različne jezike, recimo, ker melodijo poznajo in potem tudi pomen, ki jo ima sama pesem, poznajo. Recimo, že sam Head and Shoulders, naprimer, ker imajo je preveden v ogromno jezikov. Skratka, začeti z enostavnim in z vsebinami, ki so otrokom znane, pa jih prilagodimo, poiščemo v albanskem jeziku, v makedonskem jeziku, hrvaškem jeziku. In otroci se ob tem neznansko zabavajo. Zapojejo pesmice, se pravi, vse najboljše, Happy Birthday, isto v jezikih otrok, ki so v skupini. To je izjemno pomembno. Res, otroci se izjemno dobro počutijo, ko vidijo, da je njihov jezik in kultura spoštovana in ostali pa veliko s tem pridobijo. Izjemno veliko. Tako da jaz bi to svetovala. Potem knjige in skratka lahko vključujejo tudi starše in druge domače, ki lahko prispevajo svojimi dejavnostmi, da predstavijo kaj iz jezika ali kulture. Ravno, če še jaz dodam, ravno ta mojster Jaka, je en tak primer, ampak kot si rekla tudi, seveda ne vem, če si srečen, pa torej vse najboljše, oziroma rojstnodnevne pesmi in podobne, tudi kakšne take praznične. Jih je res veliko, če pogledaš malo na spletu, dobiš neverjetno veliko stvari.
bi pa rekla tudi seveda tukaj take preproste stvari, kot je tista Julija Klepetulja, ker ima samo en tak jezikovni vzorec. To lahko tudi starši naredijo. To otroci lahko naredijo doma, vprašajo staršega. Pa samo to rečejo. In s tem v bistvu tudi vzgojitelj dobi nekaj, kar ni imel. Celo v bistvu posnetek z lutko, se pravi ne z otrokom, ampak z lutko, mu služi kot neka referenca za naslednjič. Tako da v bistvu se lahko naredi eno svojo banko raznih takih posnetkov. Jaz verjamem, da bi kateri starš rad to naredil in pomagal, in potem imamo že repsijo posnetek. V bistvu ni tako težko si zamisliti, kako pravzaprav ta jezik privleči. Danes pa je res možnosti veliko. Morda bi sam še nekaj predlagala pač vzgojiteljem, in to je jezikovni kotiček. Mislim, da je to res zelo pomembno in da je res vizualno podprt ta jezikovni kotiček z različnimi slikami, različnimi slikanicami, zemljevidi, zapisi, konec koncev, z vsem, kar se uči, da je to na nekem vidnem mestu, da se lažje primerja, ozavešča, usvaja neprestano, ker otroci pridejo k mestu, kjer se to dogaja, se pogovarjajo in dobivajo nova vprašanja in s tem pač vi nove izzive. Ja. Jaz se absolutno tukaj strinjam, tako kot tudi v prvih 3 razredih so te razredne knjižnice kar nekako odšle. Vemo pa, da otroci morajo imeti knjige na dosegu roka. In predvsem to, kar Anita praviš, tudi v različnih jezikih, predvsem pa v jezikih otrok, ki jih pač uporabljajo doma. Mojci, pa tudi hvala za to vprašanje, meni se zdi res pomembno, tudi študenti, učitelji vedno to sprašujejo. Joj, kaj pa če zdaj pa iz tega jezika ne znam, ampak zdaj obstaja zelo veliko nekih strategij, kako pravzaprav sploh ni potrebno ti tega jezika znati, se na otroka obrneš, pa ti on pove tudi kako besedo, ali pa recimo, ne vem, če kaj govorite, pa rečeno, kako je pa pri vas doma, rečete temu, a ni res, in ga potem vključiš in drugi slišijo. Meni je študentka zdaj le povedala tudi tole eno zgodbo, ko so te ukrajinski otroci že prišli in pravzaprav ne znajo, nič ne razumejo. In potem je učiteljica rekla, zdaj pa, da naj ona pride, in naj kar govori v ukrajinščini in naj nekaj pove. In potem seveda so vsi otroci v razredu dobili to izkušnjo, kako je, če ti poslušaš jezik, ki ga sploh ne razumeš, da so razumeli njo, kako se ona počuti, ko pač ne razume. In to se mi je zdaj ena taka dobra stvar, ker pač seveda slišiš glasove, pa ne moreš slediti. Da tudi daš naše učence v te čevlje, v to situacijo, ki je pač težka. Karmen, jaz bi sam še nekaj se navezala ravno na to izkušnjo, o kateri govorite, in bi rada pač mogoče samo, da malo zavestimo tudi to, da otroci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih okolij, se zelo zanašajo na neverbalno komunikacijo in jo zelo, zelo dobro opazujejo in zelo vpliva na njihovo počutje in razumevanje vsega, kar se pač v skupini dogaja. Tako da res bodimo zelo pozorni na reakcije, ki jih imamo ob vrstah jezika, ki so uporabljeni v skupini. Včasih se zgodi, da mogoče, ko nekdo govori angleško, smo bolj vzhičeni, navdušeni, kot če nekdo govori nek drugi jezik. Tako da nekako poskusimo pokazati to navdušenje nad vsemi jeziki, kar je tudi namen našega projekta, da delimo to navdušenje nad jezikovno raznolikostjo in jezikovno kulturo. Tako da to se mi zdi, da lahko se včasih malček pozabi. Ja, to je absolutno res, ja. In tudi s tem, če se pogovarjaš z otroki, kaj oni pravijo, da s tem se tudi rajše učijo slovenščine, tako da naredimo tudi nekaj za naš državni jezik na ta način, če spoštujemo njihov jezik. Pa tudi se mi zdi to, da moramo nekaj narediti, da se bo v šolah in vrtcih razumelo, da če otroci preklopijo v njihov jezik, pač tista beseda pride ali takrat mu na ni nič narobe, in tudi če se z otrokom z iste jezikovne družine pač srečata, da ni nič narobe, če nekaj stavkov spregovorite v svojem jeziku. Tukaj imamo res še kar nekaj za narediti, ampak mislim, da smo na pravi poti, sploh s takšnimi mladimi, kot je Anita. Ja, hvala. Tudi vi. Vsekakor. Mislim, da tukaj.
Ja, vem, da Silva je pa pod... Ne, super, to sodelovanje je najpomembnejše. Ja, tako da res, ja. Skupaj zmoremo več. Ja, več. ja. No, in to se mi zdi tudi, ko vas, ne, ali pa nas vidijo sodelovati, da je to zelo pomembno, ne res. Ja. Ne samo, da ti, govoriš o nečem, ampak da pravzaprav počneš. Ja, tako. Še kakšno vprašanje? Prav veseli bi bili, če še imate kaj. Aha, gleda, da smo izčrpali. Mislim, da je Andreja imela še nekaj, sam ne vem, če je še tukaj. Ja, mislim, da je Andreja, kar. Ne mogoče je šla. Amirt, Andreja, Amirt. Ma se mi zdi, da ja, mislim, da ja. Mislim, da je Anja Peternelj, ampak Anja, A ni bila Andreja. Anja Peternelj je imela, ma je potem zapustila. Dobro, v redu. Ja. No, potem pa se še obema enkrat zahvaljujem. Razen Anja ima še kaj? Ne. Dobro, še enkrat hvala za ta virtualni obisk, za delitev teh krasnih idej in izdelkov in novega modela, ki bo gotovo potem tudi projektu nekaj, ampak ni projekt glavni so otroci, da bodo se rajši učili in živeli lepši in imeli lepšo prihodnost. Torej vsem en lep večer in hvala še enkrat. Hvala tudi Hvala vam za povabilo. Hvala, Dio. Ja. Hvala.